Dober večer, spoštovani gledalci, drage gledalke v nocojšnji oddaji. Vaše zdravje, naša skrb. Tudi nocoj bo moja gostja, gospa Herta Kosmina, lepo pozdravljeni. No in današnja oddaja bo namenjena praznikom, ker so tik pred nami. In je seveda tik pred vrati pravzaprav, vendar na nek poseben način. Vsako leto namreč opažamo, verjetno tudi vi, da vse nekako prehitro mine, vse preveč imamo dejavnosti, obveznosti v mesecu decembru in še en kup drugih stvari, ki pa nam mogoče praznike ne naredi tako lepe, kot so bili mogoče včasih, bi lahko rekli. Torej, o tem bomo danes govorili in zato vas vabimo vse vas, drage gledalke in gledalce, da pokličete v našo oddajo na telefonsko številko 03 490 02 22 in poveste mogoče samo, kakšno je vaše mnenje, kako vi doživljate praznike, kako jih pričakujete, s kom preživite, kakšni so vaši občutki glede praznikov in kako seveda menite, da se vsakoletno spreminjajo, kar se tiče časa, denarja, vsega. In prvi trije, ki bodo nocoj poklicali v našo oddajo, jim bomo podarili tale izdelek, ki ga vidite na mizi, Relax. Kakšen je ta izdelek in vsi ostali, več kasneje o teh izdelkih. Torej, prvi trije, gospa Herta, smo se odločili. Ki pokličejo, ki povejo, kako oni občutijo praznike, ali je to nekaj veselega, ali mogoče jih težijo te praznike, ne? Ker bolj, ko smo na terenu, poslušate ta veseli december, veseli december, veseli december, ampak ugotovite, da pravzaprav ti prazniki ljudem prinašajo veliko breme. Praktično. Vsi, bom rekla, izjemno skrbijo, kako bojo finančno prišli skozi, kako bojo, bom rekla, te vse svojce obdarili, koliko jim bodo dali, ne, in to, bom rekla, imamo občutek, da so ti prazniki pravzaprav izgubili tisti prvotni namen, ne. Če se spomnite neka leta nazaj, ki so bili, ne vem, naši starši ali pa tako, je bil praznik, pač namen praznika je bil to, da so šli mogoče v cerkev, da so se poglobili sami vase, umirili, ustavili, bom rekla, in potem lahko so po tej maši, pa ne vem po čem, se malo zaustavili, poklepetali, predebatirali in je bil pa praktično ta namen tega praznika dosežen. Danes pa, nekaj, tako kot sem prej povedala, veliko ljudi, lahko bi rekla, ne vem, 60–70% ljudi, skrbi, kako bo prišlo s financami skozi mesec, zaradi tega, ker ima toliko ljudi za obdariti in nima sredstev in si potem mogoče sam sebi ne privošči, zato ker pač nima teh financ, ne. Ampak namen teh praznikov ni v tem, ne. Namen praznikov naj bi bil v tem, da bi si vzeli čas, ne. Da bi si vzeli čas in da bi pač, rekla, videli, kaj smo dosegli, kje smo, ne. Potem vidite na televiziji, da pač, ne vem, reklamirajo eno stvar, drugo stvar, ne, in tako naprej. In potem pride tudi do tega, da ljudje, pač, ki si tega ne morejo privoščiti, pač postanejo še bolj psihično užaljeni, žalostni, zaprti sami vase in tako naprej, ne. Kar pa vsekakor ni namen praznikov, ne. Točno tako, ne. No, jaz sem spremljala eno anketo, kjer so spraševali ljudje, koliko denarja približno mislijo porabiti za darila, pa mislim, da je številka šla nekje tam od 200 pa tudi do 1000 evrov. Ja, se v bistvu mi teh ljudi ne poznamo, ne. In zdaj, bom rekla, če vas bi ustavili nekje na cesti in bi vas vprašali, koliko pa boste zapravila za praznike, ne, pa mogoče, ne vem, živite na minimalni plači,
ne vem, če bi prav najraje priznala, da ja, ne bo, ne, nimam denarja, ne znam, ne, in potem rečete, ne, eno cifro. Ne, se vam nič ne pomeni. Ne. Tudi tej osebi, ki jo je rekla, mogoče nič ne pomeni. Pomeni pa več tistim, ki so to slišali in ki se zamislijo in rečejo, aha, poglej, ne, oni bi jo toliko zapravili, to je moja celomesečna plača. Če jaz želim toliko zapraviti, kje bom pa dobil denar za preživetje? Ne? In potem spet, ne, poglej, kako si lahko ljudje privoščijo, jaz pa si tega ne morem. In smo spet, ne, tiste frustracije, ki vam rekla, nas spremljajo iz dneva v dan. Ne? Tako da včasih je to bilo malo drugače. Ne? Včasih smo mi čakali Miklavža, ne, pričakovali, ne, ali pa se mogoče, zdaj vi ste mlajša, ampak ne vem, še nam je Miklavž prinesel, ne vem, malo orehov, malo pomaranč, kakšno dateljne, če so dateljne, je bilo že ful dobro, ne, pa kakšno banano, pa te stvari, ne, v glavnem bolj sladkarija, ne, danes mora nositi že igrice, računalnike, pa tako naprej, ne, ampak poanta je bila bolj v tem, ne, v tem pričakovanju, ne, in nismo imeli prevelikega pričakovanja. In potem, ker se je to uresničilo, je bilo super. Vse, kar si dobil, si bil vesel. Je bilo super. Ne. Pričakovanja niso bila tako visoka. Zdaj so pričakovanja, so bom rekla, izjemno visoka. Vsako leto višja in povlečajo za sabo izjemno velika razočaranja. Ne, ker večje kot je pričakovanje, ki se nam ne uresniči, večje je potem razočaranje. Ne. Mi pač tako, ne, mislimo, da preveč se idealizirajo, ne, bom rekla, vse te stvari, ne, ker skozi to življenje, nažalost, velikokrat nas ne vodijo naša logična razmišljanja, ampak vodijo nas razni lobije, ne, in ki bi želeli, bom rekla, še v mesecu decembru največji izkupiček, ne, ker če vi pogledate, tudi kadar povejo vse te firme, neka trgovske firme, vse te svoje rezultate, v Ameriki je recimo december enak 11 mesecem prej, ne, kar pomeni, ne, pomeni, da je to izjemen izkupiček, ne, ki so ga dobesedno ustvarili. Ne. Zdaj, če pogledate, ne vem, Črni petek, ki je bil, ne, tam pri začetku decembra, čakajo ljudje pred vrati, ne. Ne, zdaj, zakaj? Zato, ker nam ti lobiji tudi nekako ustvarijo ene umetne potrebe, ne, da mi ne vem, kaj rabimo, ne. Deva se malo zdaj na te umetne potrebe osredotočiti, no? Kaj to je? V bistvu naše potrebe, ne? Naše potrebe so to, da smo v bistvu na toplem, da imamo kaj jesti in da smo oblečeni. Ne? To so zdaj neke osnovne potrebe. Osnovne potrebe, ne? Ampak ti lobiji, tako kot smo rekli, nam pač ustvarijo dodatne potrebe, ne? Moramo imeti tako jakno, take hlače, tako majico, taka ličila, ne? Ravno tako hrano za tisti večer. Ne? Vse to v bistvu so umetne potrebe, ne? Ki jih mi potem sprejmemo kot nekaj nujnega in potem je to potreba. Ne? In potem nimamo tega denarja, da bi si ravno vse to privoščili, kar so nam prikazali kot nujno. In potem smo pač lahko malo bolj zaprti vase, pa vse te stvari. Ne. Dajo nam misliti, ne, da moramo imeti določene stvari, čeprav niso, bom rekla, nujne. Ne. Tudi, ne vem, eno leto je jelka rdeča, naslednje leto mora biti jelka zelena, naslednje leto mora biti jelka modra. Ne. Bom rekla, Božič, tradicionalni Božič je bil pač rdeč. Ne. In ne vem, zakaj bi mogel se potem zmeri konstantno spreminjati, ampak če imate vi rdeče balke, potem jih drugo leto ne boste kupila, ne? Ker če ne bojo dali modo, da bo pač, ne vem, moder, ne? Modre balke, moderne, ne? To je tisto, ne? Potem imate pa, kaj vam pomeni praznik, ne? Veste, iz česa izhaja beseda praznik? Ne. No. Mogoče vem, prazen, ne. V bistvu bom rekla, mi bi morali resnično poskrbeti, da bi bili ti dnevi bolj prazni,
da bi ta čas nekako obdržali zase pa za svoje najbližje. Ne? Da ne bi konstantno rekla hiteli, da ne bi mislili, da moramo vse obvladati, da imamo pač te dneve za to, da so rezervirani za nas, za ne vem, karkoli, za sprehod, za dobro kosilo, za eno dobro kavo z bilo kom, nekaj tistim, ki jih poznamo. Ne? Tako da nekaj je treba tukaj, meni se mi zdi, da malo spremeniti ali pa bom rekla, prilagoditi naše razmišljanje. Prilagoditi naše razmišljanje, pa mogoče, da tudi nekaj podarimo kakšnim, ki so nam najbližji. Časa, predvsem časa. Časa, ne? To bi bilo verjetno največje darilo. Pravijo, da v današnjem času, v današnjem življenju je to najdragocenejša stvar, ki jo lahko nekomu podarimo. To je čas. Ja, se strinjam. Torej, kaj pa vam, gospa Herta, osebno pomenijo prazniki? Ja, tako kot smo rekli, v bistvu meni praznik pomeni to, da se ustavim. Ker konstantno smo naspedirani, živimo v enem hitrem ritmu in zame je to takrat, da v bistvu nekaj lahko se ustavim, nekaj spečem, ali pa recimo nekaj dobrega skuham, ker spet, da pripravim nekaj v tej smeri, da pač diši domača hiša, ne da kupimo tisto, kar je tam na policah ali pa karkoli, ampak da je nekaj tistega, kar smo pripravili z eno drugačno energijo, z enim drugačnim pričakovanjem, ker zmeraj in povsod je bolj pomembno tisto, dokler mi nekaj pričakujemo, kot potem tisto, kar se zgodi. Lepo je v tem pričakovanju, v teh stvarih. Pa potem, da nekako tudi pomagamo ali pa da se, jaz sem z vasi in jaz se spomnim moje mame, ker ona je tudi recimo malo spekla kakšne stvari pa nesla do teh najbližjih ljudi, ki mogoče niso mogli si tega speči ali pa kakorkoli so bili lahko starejši, osamljeni in tako naprej. Tako da pomembno je, da naredimo ta korak, da gremo do najbližjih, da jim poklonimo, kot smo rekli prej, čas in da preživimo ta čas s tistimi, ki so nam blizu. Pa ni važno, so to sosedje ali so bilo kdo, naši vnuki, recimo, ker jaz imam eno tako vnukinjo majhno. In v bistvu to je pomembno, da pač ta čas pravilno razporedimo in si ga privoščimo, da naredimo dan prazen si. Da, res je. Torej, naj še enkrat povemo, da lahko pokličete v našo oddajo na telefonsko številko 03 490 02 22 in poveste, kakšno je vaše mnenje, kako vi preživljate praznike, so to zelo stresni ali si znate narediti umirjene, lepe, brez kakršnihkoli večjih stresov. Torej, in prvi trije, ki bodo poklicali v našo oddajo, bodo prejeli tale izdelek Relax. Bomo ga kasneje mogoče malo bolj opisali, ampak že ime samo pove, da bo zagotovo prav prišel v teh predprazničnih dneh, ko smo vsi nekako bolj napeti in pod stresom, iskreno, zaradi takšnih in drugačnih obveznosti. Meni je bila ena gospa, to sem jo srečala na Vrhniki, mi je bila ful všeč. Je rekla, veste, mi smo se kar tako med sabo dogovorili, da kupujemo darila do največje vrednosti 10 evrov. Ker v bistvu je izjemno pomembno, kaj vi zberete, s kakšnim namenom zberete, ne da zadnji trenutek tečete v to trgovino in poberete prvo tisto, kar vam je prišlo pod roko in date to za darilo. Potem poznate recimo darovanje tudi tako, da date čestitko pa donacija mogoče za kakšne stvari, ker
pomembno je, da ne kupujemo stvari, ne veste, ko rečejo, kupujemo stvari z denarjem, ki ga nimamo, za ljudi, ki jih sovražimo. Ne, to v bistvu kupujete stvari zato, da jih boste imela lepe, ne, z denarjem, ko gre žiroračun v minus, ne, zato, da vas bojo sosedi videli, da imate to stvar. Ne. To je izjemno pomembno, da se tega, to je brez veze. Ne. Dajte si tisto, kar lahko, ker zmeri je največja nagrada to, da je vaš žiroračun v plusu. Ne. Res je, dobra misel. Torej, prej sva govorili o tem, da je najbolj pomembno oziroma bistvo praznikov, ne, da jih preživimo z ljudmi, ki jih imamo radi, ki so nam blizu. Kaj pa tisti, ki pa nimajo nikogar? No, to veliko ljudi je teh, ki se tudi velikokrat pride do teh problemov. Ampak jaz vem, da vsi na vasi poznajo še kakšnega, ki je približno enak kakor oni. Ne? Ali pa, ne vem, poznate svoje bivše sošolce, svojo kakšno sestrično, kakšne, bivše sodelavce, karkoli. Ne? No in če v tem primeru, recimo, ne vem, se speče eno pecivo ali pa karkoli in se to prime in se gre do te osebe, da se vzpostavi en stik, en pristen stik, en, ne vem, prijazen nasmeh, karkoli, bo sigurno dober odziv. Ne? Ampak problem je največkrat ta prvi korak. Kdo ga bo naredil? Ne? In če se ojunačimo in ta prvi korak naredimo, sigurno nam bo z hvaležnostjo vrjeno. Ne? Tako kot sem prej rekla, recimo, tudi se spomnim moje mame, da je pač nesla te določene stvari, določena peciva za veliko noč, za božič, za te stvari tistim, ki so pač, ne vem, niso pač mogli tizga, ali pa ki je bil en moški, ki je bil sam, recimo, vem, ne, pa tako, ne. Treba je narediti ta prvi korak, ki ga zmeri čakamo, da ga bo naredil en drugi. Ne? Izjemno težko smo mi prvi tisti, ki ga naredimo. Vedno nekako čakamo. Ne? Ja, res je. No, veliko ljudi je tudi zagotovo v teh praznikih takšnih, ki prižgejo televizijo in je to, ne? In se na tak način zamotijo. Pa vendar to ni isto. To ni isto, ne. Televizija je dobro, bom rekla, da jo imamo, da jo gledamo, mogoče tudi kakšne dokumentarne oddaje ali pa tako, kako je naša, ne. Ampak bom rekla, vseeno to ni tisto, kar vam televizija ne more vračati enih določenih občutkov, ne. Zato pa pravijo, da recimo mi v današnjem času izgubljamo na tej zmožnosti branja čustev. Ne, tudi zaradi računalnikov, zaradi vseh teh stvari. In beseda nam nekaj lahko pove, da pa mi v bistvu še vidimo tisti živ odsev človeka, njegove kretnje, njegovo govorico telesa je pa čisto nekaj drugega. Ne? Kar pomeni, da ne more nam televizija nadomestiti živega stika z ljudmi. Ne? Postanemo pač bolj zaprti vase in tako naprej. Ne? Mi kot ljudje smo pač družabna bitja. In ko smo bili še v kameni dobi ali pa karkoli, potem smo živeli v teh skupnostih, v krdelih, skupnostih, v teh organizacijah, ki pač so bile, kakor so bile, ampak človeka, ki je pač naredil en določen prekršek, ne, in oni niso dali mu, ga niso ubili, niso mu dali smrtne obsodbe, ampak so ga izločili. Ne? Čeprav v tistem času je to pomenilo smrtno obsodbo, ne? Ker on pač, če je bil sam, če ni bil v tem krdelu, kjer so skupaj lovili, jedli in vse to, pač ni preživel. Ne? Zato se mi moramo nekako truditi, da ostanemo aktivni v družbi. Ne? Ne vem, obstaja toliko vseh teh krožkov, vseh raznih udejstvovanj, pevskih zborov, vsega tega, da pač se v to vključujemo. Ne? Smo družabna bitja in ne more nikoli televizija nadomestiti tega pristnega kontakta z ljudmi. Ne? Sliši se tako
Zelo smešno, pa vendar danes v vsej tej džungli, ki nas obdaja, bi težko verjeli, da je lahko kdorkoli osamljen. Ja, ravno to je tisto, ker mi mislimo, da so vsi ful zasedeni, da so tako, in potem imate ljudi, ki nadomeščajo, recimo tisto, kar smo prej rekli, po starem je bila to cerkev, ker so pač šli, so se umirili, prisostvovali temu obredu in rekla, se zamislili, ne vem, mogoče so peli tudi, pa vse skupaj. Zdaj smo to nekako moderno nadomestili. Moderno smo nadomestili z trgovskimi centri. In potem greste tja in tam je res džungla. Ampak kaj nam prinese ta center, katerega obiščemo? Spet imamo pač določene artikle, ki jih vidimo, obleke, hrano, karkoli, ki imajo svojo določeno ceno. In zdaj, če pač si ne moremo vsega privoščiti, kar vidimo, pridemo domov demoralizirani. Spet smo na tleh, nisem si mogel kupiti, ker pač nimam dovolj denarja in tako naprej. Medtem, ko so prišli z cerkve, so prišli umirjeni, bom rekla, nekako tudi veseli, ker so tam kaj predebatirali, zapeli, karkoli. Zdaj pa pridejo z centra vsi razburjeni, bom rekla, demoralizirani, kot smo rekli, mi bi rekli na kraju še skonfužirani, ker je to malo bolj italijanska beseda. Tako da v bistvu ti centri so izjemno slabo nadomestili praktično te obrede, ki smo jih prej imeli pri cerkvenih tistih. Tako da izjemno manj je bilo prej tega psihičnega pritiska. Mi bi bilo izjemno pametno, če bi se v takih primerih raje odpravili na sprehod, tako, na sprehod, v gost, se naužiti svežega zraka, da bi organizem se prekrvavel in da bi v miru tudi tam recimo razmislili ali pa ne vem, da dobimo svojo najbližjo sosedo ali pa ne vem koga, če nimamo svojega človeka spet in da se odpravimo na sprehod. In rečemo, 1 uro gremo hoditi, se bomo tako fizično se bomo utrudili, psihično sprostili in bo to tisto, kar bomo dosegli. Tako da tudi ti prazniki naj bi bili mogoče bolj namenjeni temu, da smo aktivni, da se družimo, da, bom rekla, v miru preživimo te dneve in da jih ne idealiziramo. Ker lobiji ravno to tudi nekako od nas želijo. Ne vem, meni je to, če jaz mogoče malo z drugačnega aspekta gledam tudi reklame, pa tako, pa gledate, ne vem, reklama za mehčavc, pa zraven takoj idealna družina. Aha, zdaj bom kupil mehčavc, pa bom imel idealno družino. Ne bo to tako šlo, ne more biti potem ravno lepa mama, pa lep tata, pa 2 lepa otroka, po možnosti še fantek in punčka. Tako da je prav tista idealna družina. In tisto nas potem tako, pri meni pa ni to tako. Saj večini ni tako, ampak nas pa nekako pritisnejo, da naj bi tako razmišljali. Prikažejo tako, kot naj bi bilo. Ja, tako kot nam je bilo vcepljeno. Tako kot nam je bilo vcepljeno v romanih. Jaz sem pred kratkom poslušala enega tega psihiatra in on je rekel, ja, to je romantično, od kje izhaja to, rekel, dragi moji, je rekel, to izhaja iz romana, to pomeni samo v romanu se vam to lahko tako zgodi. Samo tam je nekje drugje. In včasih, da je rekel tako, včasih je bila ideal hčerke, je bila njihova mama, in je bil ta ideal dokaj hitro dosežen. Potem je pa, ne vem, kar naenkrat je ideal postala ena filmska igralka, ki ga pa tega ideala je bilo izjemno težko doseči. In potem je bila tisto, kar smo rekli prej, razočaranje. Ali pa, ne vem, ideal partnerja je bil pač oče. Potem pa kar naenkrat ratal ideal partnerja
en filmski igralec, ki ga nikoli nismo v življenju srečali in ne vemo, kakšen je v resnici, ne? Ampak kot filmski igralec je bil idealen. Ne? Ja, zagotovo. In potem, kje dobiti tega partnerja? Ne? Dobro, gospa Herta, bova nadaljevali takoj po oglasih, imava še materijala za dovolj. Torej, spremljajte nas čez nekaj trenutkov, ko se vrneva in pa seveda pokličite na telefonsko številko 03 490 02 22, delite z nami svoje mnenje, izkušnje in pa, če boste dovolj hitri, dobite brezplačni izdelek Relax podjetja Biovis čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni ponovno v naši družbi z gospo Herto iz podjetja Biovis. Nocoj govoriva o praznikih, ki so tik pred vrati, vendar na malo drugačen način. Torej, tudi o tistih, ki so za praznike osamljeni, ki se počutijo depresivne, tako ali drugače, zaradi takšnih ali drugačnih razlogov. Vabljeni pa seveda vsi, toplo vabljeni, da nas pokličete in poveste svoje mnenje, kakšni so vaši prazniki, kako jih vi spremljate, preživljate, ali so to stresni ali malo manj si znate narediti tako, da niso stresni, kar je zelo pomembno. Torej, pokličite na našo telefonsko številko 03 490 02 22 in si prislužite tale izdelek Relax, ki vam bo zagotovo pomagal v teh dneh, če ste malo bolj pod stresom. Torej, če boste med prvimi 3, ki bodo poklicali, ga zagotovo dobite. Torej, gospa Herta, midve pa kar nadaljujeva. Sedaj so tudi dnevi nekako bolj kratki, manje sonca, manje svetlobe. Verjetno tudi vse to skupaj vpliva na naše razpoloženje in depresijo, bi lahko rekli, a ne? Ja, to je že znano, ne? Ker v bistvu zdaj nekako do 25. decembra so tisti najkrajši dnevi. Ne? In zaradi tega, ker imamo te pomanjkanje teh sončnih žarkov, pa bom rekla, zaradi teh praznikov, ko se vse skupaj še nekako ulovi, je še toliko več teh problemov, kot ste rekla, postanemo bolj depresivni, bolj žalostni, potem večinoma reče, ja, nimam še denarja, ali pa recimo spominjajo se tistih svojcev, ki so zapustili ta svet, ki so umrli, ali pa mogoče tudi, da so s kakšno osebo skregani, s katero so prejšnje praznike preživljali skupaj. Ne? Tako da to se vse nekako skoncentrira na te dneve in enostavno imamo potem v teh dnevih več problemov. Ne? Tudi največ misli, pa največ samomorov se zgodi prav v tem razdobju, zato ker pač vse tukaj pridejo vse ti problemi nagomilani skupaj. Jaz sem imela eno gospod tudi zdaj pred kratkim na enem pregledu in pravi, ja, veste, jaz te dneve bi najraje se tako spakirala kam, da me ne bi nihče videl in da ne bi jaz nikogar videla. Ne? Ker pomeni, da je res tisto, da komaj čaka, da grejo prazniki mimo. Ne? Ampak ti dnevi naj bi bili nekako dnevi pričakovanja. Ne? To je bilo že v vseh verstvih prej, zaradi tega, ker potem se začne novo upanje, dnevi daljši, pa nov letni zagon rasti pa vsega. Ne? Naj bi bili dnevi hvaležnosti. Ne? Kot velikokrat smo rekli, da pač je življenje s hvaležnostjo veliko lažje. Ne? Če pomislimo, kaj vse pa imamo, ne samo tisto, kar nimamo, ne? Se počutimo boljše, smo bolj hvaležni. Zdaj, kad nekateri rečejo, ja, pa jaz nimam službe, pa lahko govoriti, pa tako naprej. Ne? Mi konstantno iščemo nove sodelavce na tržišču. Ne? Konstantno nove sodelavce, nudimo jim, bomo rekla, podporo, izobraževanje, vse, kar je potrebno, ampak moram reči, da še zmeraj jih nimamo dovolj, ne? Ker praktično res resnično hitro rastemo, ampak
ni tistih števila, ki bi rekli, da so pripravljeni delati, da so pripravljeni se učiti, da so pripravljeni nekako vstopiti v ta nov tim, bom rekla, v nov način življenja. Tako da, če je kakšen, ki nas gleda, se lahko javi. Ne. Treba je nekako spremeniti tudi v nekaj način našega razmišljanja. Ne? Kako gledamo na življenje in kako nam teče pač ta življenjski ritem. Ne? No in kaj nam je narediti, da se ne bi počutili slabo in depresivni v teh dneh, kaj lahko naredimo? Tako kot sem rekla, ne, v bistvu moramo precej stopiti na realna tla. Ne, to življenje teče naprej s prazniki ali brez njih, če tako pogledamo, da ne toliko idealiziramo ali pa da se ne pustimo voditi lobijem, ki nas želijo voditi v tej smeri, da pač res nekaj naredimo na tej stvari, da pač sami razmišljamo, ne, da ne oponašamo nekaj, kar smo videli, da ostanemo mi kot mi, in mogoče podarimo nekaj tistim najmlajšim ali pa tistim starejšim tudi, bom rekla, ki resnično nimajo, ker največji užitek tega ni, da mi darilo dobimo. Največji užitek imate takrat, kada nekaj podarite. Ne? Podarite pa lahko najmanjšo stvar, samo vprašanje je, kako jo, ali jo izdelate, ali jo rekla, poiščete, ali karkoli. Ne? Jaz včasih rečem tudi tako, ni eno in isto, ali vi, bom rekla, pošljete SMS voščilo, ne, ali pa pošljete preko maila voščilo. Ne, voščilo še zmeraj je tisto, ki ga napišete ročno ali pa ki ga sestavite nekako sami, posebej, s posebnim namenom, je tisto, kar res pokaže, da je voščilo. Ne. Zdaj, ne vem, kupite voščilo, na prvi strani piše vesel Božič, srečno novo leto in noter napišete, recimo, Herta in rešeno. Ne. To je tako, ne. Ste pač naredili nekaj zato, ker ste morali, ne, ampak to ni tisto iz srca, iz duše, iz tisto, da ste se potrudili za tega človeka, ne. Jaz tako razmišljam. Ja, pravilno. Če ljudje ne tako, potem ne pokličajo, ne, da bojo, bom rekla, bomo predaptirali. Ne nečesa narediti samo zato, ker se to od vas pričakuje. Ja, zato, ker se od vas pričakuje, pa zato, ker je to v navadi. Rekla, če vi resnično nekaj poiščete, pa drugače razmišljate, je to tisto, kar res nekaj pomeni. Ne? Je to zelo dobrodošlo. Ja, pa da, ne vem, na Silvestrovo zvečer pošljete mesečne. Vam rekla tako, napišete enega in pošljete kompletno celotnemu seznamu, ki ga imate v... Ali pa še bolje, dobite, pa potem... Samo pošljete vsem... Posredujete vsem v seznamu, v imeniku. Torej, prej ste rekli, da nam v teh dneh primanjkuje serotonina, če sem prav razumela. To je kaj točno? Serotonin je v bistvu hormon sreče. Mi ga tvorimo, če imamo dovolj, bom rekla, sonca, dovolj določenih sestavin v organizmu, potem ga mi sami tvorimo. Če je manj svetlobe, pač tega serotonin se ne tvori, kar pomeni, da imamo manjši hormon sreče v organizmu, posledično, bom rekla, smo takoj bolj depresivni, nimamo tiste volje, tiste želje, tiste energije, ki bi jo tudi morali imeti. Ne. Tako da je odvisno predvsem od tega, letos, nekaj, vsaj pri nas dol, imate veliko sonca, ne. Odvisno je, koliko smo zunaj in koliko se gibljamo na prostem. Drugače pa tukaj celo tam, kjer so polarne zime, ne, celo imajo ene določene žarnice, ki jih montirajo, ki oddajajo eno posebno svetlobo, ki naj bi bila enaka tem sončnim žarkom. Ne. Zdaj smo videli tudi na enem dokumentarcu, ki v bistvu montirajo ena velika ogledala, ne, da pač prihajajo ti sončni žarki v eno določeno mesto, ker tam se točno vidi, da so ljudje bolj depresivni, bolj, rekla, anksiozni tudi, bi lahko rekli, ne, v tem obdobju. Ne. No, je pa pri praznikih še ena težava, to je namreč hrana.
vsi se preveč vsega najemo, takšne in drugačne hrane in potem smo napihnjeni, ne? Ja, ker v bistvu spet moramo imeti eno grozno veliko količino hrane, ne? Zdaj mora biti pecivo, mora biti mesni izdelki, vse mora biti pripravljeno, ne, lepo. Skratka, ko se gre v trgovino, mora biti voziček polno naložen. Tako. In potem pridete do tega, da enostavno te hrane ne moremo pojesti, ne? In nažalost potem velikokrat konča tudi v zabojih, ne? Ampak pojemo pa sigurno preveč, ne? In potem smo taki napihjeni, nič ne moremo, ne? Obležimo, bom rekla, na kavču. No, tisti, ki so nas gledali že prejšnje oddaje, so gledali tudi oddajo z dr. Majičem, ne? O prebavnih encimih in sploh v takih primerih je izredno dobro, da si dodamo prebavne encime. Dobro, bova nadaljevali, gospa Herta, morava izkoristiti tale klic, nekdo je poklical. Halo, dober večer. Halo, dober večer, Irena iz Medvod tukaj. Pozdravljeni. Lepo pozdravljeni in zahvaljujem se vam za oddajo. Resnica je zelo, zelo poučna. Lahko vprašam en nasvet za konkretno moj problem. Imam zelo natrpan delovnik in kar hude težave s stresom. In težave so predvsem v tem, da imam krče v želodcu. Ko sem v stresu, dobim močen napad. Vi lahko tudi svetujete, kako bi si lahko pomagala? Ja, bomo, gospa. Bomo povedali? Bomo povedali, sploh nekla pri stresu, ne, vsekakor. Dobite tudi seveda tale izdelek. Relaks je pa vaš, tako da boste lažje prenašala, da ne bo krčev v želodcu, gospa. To vam bo zagotovo pomagalo. Še kaj druga, pa malo kasneje, ko predstavimo izdelke, prav? Ostanite z nami. Ja, hvala lepa. Dobro, hvala za vaš klic. Lahko noč. No, tako ko je rekla gospa, ne, v bistvu mi smo itek nekako pravijo, da v praznikah samo dupliciramo stvari, ki jih imamo. Ne. In zdaj, če smo že prej tako grozno žalostni, pa da se slabo počutimo, bojo naši prazniki še duplikacija tega. Ne. Če pa imamo dobro življenje in da smo zadovoljni, da imamo dokaj urejeno, potem so prazniki spet rekla potenca tega, kar imamo v splošnem življenju. Ne. Ampak glede na to, da ima gospa krče v želodcu, jih ima točno tako, kot je povedala, ne, zaradi močnega stresa, ji bo relaks sigurno dobrodošel, ne. Je pa v tem primeru tudi dobrodošel, bom rekla, prebavni encim, ne, ker je ravno želodec tisti, kjer ima probleme. Ne. Tako da bomo potem ji še več opisali. Če nadaljujemo malo z prebavnimi encimi, ne, ko smo bile prej, 75% ljudi v starosti ima zmanjšano tvorbo prebavnih encimov. Ne. Tako da je izjemno dobrodošlo, da si sploh ob takih prevelikih, preobilnih obrokih dodajamo prebavne encime, da lažje presnovimo, predelamo in da iz hrane tudi dobimo tiste hranljive snovi, ki jih hrana vsebuje. Drugače je ta hrana praktično v našem prebavnem traktu zgnije in enostavno od nje nimamo nič kot dobro hranilo za kakšne glivice, bakterije, pa vse tisto, kar v našem prebavnem traktu domuje. Torej, kaj pa naj naredijo tisti, ki pa so jim ti dnevi vseeno preveč obremenjeni, ki jih vse skupaj, vsi ti prazniki, ki prihajajo, preveč obremenjujejo? Ja, pravijo tako, ne, da nekako milijoni ljudi po svetu trpijo zaradi psihične obremenitve, zaradi praznikov. Ne. In tako kot smo prej rekli, največ samomorilnih misli, pa tudi dejanj je v tem času, v tem letnem času. Ne. Tako da moramo nekako, kot sem prej rekla, razmišljati racionalno. Ne idealizirati stvari, razmišljati pač, da situacija je pa največkrat taka, kot jo mi vidimo, ne taka, kot resnično je. Jaz tukaj zmeraj
velikokrat razmišljam o ljudeh, ki recimo so mi bili moji bližnji, ali pa so moji bližnji, pa nekateri kljub temu, da so imeli izjemne probleme, so vse to skupaj dobro prenašali, ne, in so normalno živeli svoje življenje in tako naprej. Medtem ko ste imeli pa ljudi, ki vseeno, tudi če ste tako pogledala, niti niso imeli izrecnih problemov, ampak oni so se počutili izjemno na tleh, niso bili sposobni nekaj normalnega življenja brez problemov živeti, ne. Tako da izjemno je pomembno, kaj imamo mi v našem organizmu, da lahko situacijo vidimo malo lažje, kot jo vidijo recimo nekateri drugi, ne. To pomeni, da pač moramo v naš organizem vnašati recimo, ne vem, serotonin po zimi, ne, ker ga pač ne tvorimo, ne. In potem bomo pač to naše življenje malo drugače razmišljali, ne. Velikokrat tudi slišite ta pregovor, ne, zdrav duh v zdravem telesu. Jaz velikokrat tudi povem, da si ta stavek narobe razlagamo. Ne, ker zmeraj si razložimo, če bomo pravilno razmišljali, bo tudi naše telo zdravo. Tukaj se malo obratno veže, ne. Kadar bomo mi naše materialno telo postavili v eno ravnovesje, potem bomo tudi mi lahko drugače razmišljali, ne, ker konec koncev na začetku smo še vedno materialno bitje, materialna osnova in potem lahko naš duh drugače razmišlja, če naše telo je zdravo, je fiksno, nekaj je stabilno, ne. Za tiste smo pripravili danes tako, ne, ker jaz smo reči, da sem kar razmišljala o teh ljudeh, očitno se danes ne želijo javiti, ne. Ampak jaz vem na terenu, ko to srečujem, da je kar veliko problemov in nekako smo pripravili ta relaks, kjer imate tako klinično testiran proizvod za zmanjševanje vpliva stresa na organizem. Dokazano je, da vam zmanjša tako od 80 do 90% tega vpliva. Tako da mi po noči se lažje odpočijemo, zrelaksiramo, regeneriramo, medtem ko v toku dneva smo bolj skoncentrirani. Lažje delamo in lažje razmišljamo in določene stvari grejo malo lažje mimo nas. Mi drugače sprejemamo situacijo. Za veliko energije, pa za ta serotonin, pa za energijo sonca, smo pa pripravili bioflavonoid King. Ne, to imate skoncentrirane vse temne sadeže. Od maline, brusnice, borovnice, jagode, češnje, črnega korenčka, zraven imate aloe vero, imate noni. To so v bistvu resnično tako po ORAC testu, to je ta test, ki ga upravljajo kot oksidacijsko-redukcijski potencial, ne, to imate pač koliko je sposoben odnesti odpadnih snovi in koliko energije nam da, spada kar na visoko lestvico, ne. Pripravili smo tudi tako, ne, za naše gledalce tudi tako kot eno škatlico, da je lahko to tudi kot krasno darilo, ne, ker vsi za praznike si mi tako voščimo veliko zdravja, ne. Pa če že voščimo veliko zdravja, potem dajmo podariti tudi to zdravje, ne, ljudem, ne, ne sladkarije, ne teh stvari, ki pač nekaj bolj vzamejo zdravje, kot pa dajo, ne. Jaz se zmeraj v takih primerih spomnim enega kardiologa, ni bil to sicer dr. Majič, ki sodeluje z nami, ampak en znan kirurg srčni je rekel, tistim, ki jih imate res radi, ne boste nikoli poklonili artikla, ki vsebuje več kot 10 gramov sladkorja na 100 gramov izdelka. Zdaj, če greste to prebrati, ne, jaz smo mene tako, kar tako naredilo malo, ker ravno tistim, ki jih imamo najraje, ne, to so otroci, pa vse te stvari, poklanjamo ravno te stvari, ker je on rekel, da jim v bistvu škodujemo s tem, ne, ker vse, kar je čokolad, piškotov, celo sokov že vsebuje več kot 10 gramov sladkorja na 100 gramov, ne. Tako da
če smo se odločili, da nekaj poklonimo, potem je pametno, da res poklonimo tisto za zdravje, ne. In zato smo pač pripravili ta kartonček, ne, tako da je pač v znak tega, da je to resnično polno sonca, ne. In ti sončni, nekako rečejo, ti sončni ketoni tudi resnično dajejo človeku energijo, da lažje deluje. To se spije zjutraj in natešče en ta zamašek in dobesedno človeka dvigne, ne, da lahko prebrodi dan lepše in da ima več energije v toku celega dneva, ne. Pri prebavnih encimih so pa tako, ne, so dvoje vrst, ne, tako kot ste videli. Tisti, ki pojedo več mesa, mesnih izdelkov, pa teh stvari, potem je to protein digest, ne. V bistvu za presnovo beljakovin, pa teh stvari. Tisti, ki so pa bolj sladkosnedi, ki raje pojejo pecivo, pa bom rekla, kakšne te stvari, imajo pa carbo digest, ne, ker jim pomaga tudi presnovati laktozo, pa gluten, pa vse te stvari, na katere smo nažalost zdaj kar precej občutljivi, ne. No, če povemo še cene, prebavni encimi so 28 €, neki relaks imate 31, Bioflavnit King pa 34,90, ne. Tako da... Darilna škatlica je pa? Darilno škatlico pa poklonimo zdaj za praznike. Tako da imajo lahko tisti, ki bojo se odločili pač za darilo, naj povedo, pa bomo spakirali v škatlico, pa bojo lahko lepo izročili iz rok tudi uporabno darilo. Tako. No, evo. Za resnično zdravje. Za gospo, ki je prejle poklicala, bi pa predlagale poleg relaksa, ki ga seveda tudi dobi. Jaz si bi predlagala, tako kot smo rekli, relaks, ki ga bo itak dobila, ker je pač poklicala. Sigurno je bi potem pa pri obroku, ki ga bo zaužila, svetovala Carbo Digest, ker ima resnično kompleten tisti močen spekter vseh prebavnih encimov in bo lažje to predelala in bo potem tudi manj teh krčev v želodcu, ne. Ker tudi krči želodca mogoče zdaj ali zato, ker ne jemo, ne, ker smo pač pod stresom, ampak stres sam avtomatsko blokira želodčno sluznico in se ne izločajo ti prebavni encimi, ne. Tako da vsak naš stres avtomatsko vpliva na naš prebavni trakt, ne izločamo teh prebavnih encimov in tako kot smo rekli, potem ta hrana nekako postane hranilo za tiste bakterije, pa ne vem, kandido, pa vse tisto, kar imamo v prebavnem traktu, namesto da bi hrana postala hranilo za naše telo. Tako da 75% v starosti ljudi ima že probleme z prebavnimi encimi, ne. Kar se pa tiče relaksa, tudi tako, no, se izjemno hitro poznajo rezultati, no, to smo že imeli v eni oddaji tudi o stresu prav in moram reči, da so tudi ljudje, ki so takrat to naročili, že čutili, ne, in se tudi nekaj potem vračajo k temu artiklu, ne. Takrat tudi recimo, ker imamo te razne teste po Sloveniji, pridem recimo, kad delam te teste, pa pride tako, ne, gospa, joj, sem prišla, veste, to mi je zmanjkalo, ne, direktno škatlico, da vidi, da ne bi slučajno kaj drugega dobila, ne, to jaz moram reči tako, da mi je lepo pri srcu, ne, to, da vidite človeka, ki se vrne, pa ne reče točno tega, ne, sem prišla iskat, ne, tako. Je resnično pomagalo, ne? Kar se pa tiče Bioflavnit Kinga, ravno tako, no, imate ljudi, ki konstantno ga uživajo, ne, od otrok majhnih, do tudi recimo cela familija, ne, rečejo, je tudi za manjše otroke. Ja, smo se že tako navadili, zjutraj spijemo vsi in potem gremo, ne. In moram reči, da konstantno, recimo tako, celoten organizem uravnava, ne, da daje energijo, da se tudi, ne vem, tudi pri tistih, ki imajo kakšne probleme z železom, je to izjemno dobrodošel artikel, ne. Dajemo ga pa ja, od majhnega otroka naprej, ker v bistvu nimate nič noter tazga, kar bi škodovalo in je v tekočem stanju, v dobrem okusu, ne, to moram povedati, ne, ker je izjemno dober, ne. Tako da, ja, bomo potem tudi pokušali. Otroci popijejo, a ne, to je zelo pomembno. Jaz pri odraslih rečem,
ne bi smeli zdaj jamrati, da ni pravi okus in tako, ne, ker odrasli bi morali biti taki, sposobni spiti bilo kaj, če to vejo, da je koristno za zdravje. Pri otrocih je pač logika, ne, da pač moramo malo dati tudi na drugačen način, pa na okus pravi. Ne. Ja, res je. Torej, tile izdelki so lahko, dragi gledalci, spoštovane gledalke, tudi zelo lepo darilo za praznike, ki prihajajo. Torej, vse te izdelke, kot tudi seveda vse druge, ki smo jih že predstavljali v naših oddajah, lahko naročite na spodaj izpisano telefonsko številko, kadarkoli lahko pokličete. Če danes samo povzameva tele izdelke, se pravi tale protein in Carbo Digest, sta za pri prehranjevanju, boste zelo dobrodošla. Za tiste, ki bojo mogoče malo več pojedli, ali pa tudi, če bi želeli malo prihraniti svoje prebavila, ker da se ne bodo preveč trudila prebavila, konec koncev pa tudi potem, kadar bodo normalno pojedli obrok, bodo iz tega obroka več dobili, kot bi brez prebavnih encimov dobili, Relaks je tisti, ki pač... Za sproščujoče praznike bomo rekli. Za sproščujoče praznike, pa tudi za boljše delovne dni potem, ker imate v toku dneva večjo koncentracijo. Ravno tako Bioflavonoid King imate artikel, ki vam vpliva izjemno na energijo, na počutje, na splošno stanje organizma. Imate noter tudi kompleten spekter B vitaminov, tako da izjemno dobro vpliva. Edino, kar bi jaz tukaj rada vseeno poudarila pri ljudeh, naj ne pozabijo na tekočino, ker naš organizem je izjemno odvisen od vnosa tekočine in mi zmeraj poudarjamo 3 decilitre na 10 kilogramov telesne teže. Se reče, imate 50 kil, je 1,5 litra, imate 70 kil, je 2 litra in 1 deci. Meni je všeč tisto, kar je en zdravnik izjavil, da če bi ljudje zaužili dovolj tekočine, 80% medicine ne bi imelo kaj delati. Tako da moramo vedeti, kaj v telo moramo vnašati dovolj tekočine. Sploh recimo imate izjemno veliko ljudi, ki jemljajo razna zdravila za redčenje krvi, zdravila za pritisk, vse to. To mora biti toliko vnosa vode. Tudi jama sej pa juha, pa mineštre, pa tako naprej. Potem je rekel ta zdravnik, ja, gospa, kaj vi z juho pomivate krožnike, ne? Ne, z juho ne pomivamo, pa tudi z mineštro ne, mi pomivamo z vodo, to, kar pomeni, v organizem moramo vnesti tako količino vode. Zraven spadajo recimo samo čaj, lahko še, ali pa sveže stisnjen sadni sok. Ne tisti, ki ga kupimo v trgovinah, ampak sveže stisnjen tisti, ki smo ga izdelali tako, v tisti trenutno. Tako da jaz mislim, da upam, da bojo naši gledalci lažje preživeli praznike in da jim bojo dnevi lažje v tej smeri. Kako boste pa vi, gospa Herta, preživeli? Jaz, kako sem povedala, se bom ustavila, kaj bom spekla po dnevi. Po tradiciji gremo pa k polnočnici. Tako da v bistvu polnoči, tista maša v komnu in potem je to. To mora biti tradicija. Izredno lepo je tako, da mi v naše življenje vnesemo ene navade. Ene rituale, če tako rečemo. Ene rituale. En taki ritual je bil, recimo, jaz se zmeraj spomnim, dokler je bila moja mama živa, vsaki dan, ko smo pač prišli iz službe, v 3:30 je bila kava, in to je bil ritual, Ona, mi pa brat pa svakinja, To je bilo tako, konstantno. In takrat ste si vzeli čas drug za drugega, se kaj pogovorili, ni potrebno veliko, ni potrebno zelo veliko. Malo, Zelo malo. Zelo malo je potrebno, res je. Da se ustavimo v današnjem stresni družbi. V današnjem, tako je. Torej, kaj bi še povedala, mogoče za konec, čisto na koncu, za naše gledalke in gledalce, kaj bi mogoče svetovali za prihajajoče dni?
jaz jim bi, tako kot smo prej rekli, svetovala, da naj se prilagodijo, naj se lahko tudi dogovorijo, kakšne vrednosti so ta darila, pa tako naprej. Ker glede na to, da če človek nima denarja in da je zaradi tega nekako prikrajšan, pa da je zafrustriran, pa da je ves v strahu, kaj bo, ker bojo nekdo drugi podaril večje darilo, ne? In če želimo konstantno tekmovati, kdo bo dal večje darilo, se ne bomo nikoli ustavili. Nikoli, ja. Tako da je boljše, da recimo izpostavimo to stvar in rečemo, pač določimo eno določeno vrednost darila in to je to. In potem se pač potrudimo, da v tisti vrednosti resnično nekaj ustvarimo, pa da je res nekaj, rekla, posebnega ali pa da je voščilo na roke napisano, ne, tako kot smo prej rekli, in da je res iz srca. Drugače pa lahko spečete, ne vem, eno majhno potico in nesete za darilo, ne, ravno tako, ne, bo najboljša darilo. Najlepša so zagotovo darila, v katere vložimo svoj trud, svoj čas, svojo energijo. Torej, dragi gledalci, spoštovane gledalke, naj vam bo to vodilo in pa seveda tudi to, da manj je več. Ne potrebujete denarja, ničesar, da razveselite svoje najbližje, tiste, ki jih imate radi. Vzemite si raje čas za njih, preživite z njimi čas, poslušajte se, pogovarjajte se, bodite drug z drugim in to je to. Imejte radi vse druge in najprej sebe. Najprej sebe, potem pa vse druge, tako je. No in s tem se tudi za danes, gospod Herto, poslavljava. Hvala lepa, ker ste bili zopet moja gostja. Se vidiva prihodnjo nedeljo. Vi pa lepo preživite prihajajoče praznike, čim manj stresno in mi se zopet vidimo po praznikih naslednjo nedeljo, ko bomo zopet reševali druge težave. Hvala lepa za vašo nocojšnjo pozornost in preživite lep večer še naprej, pa lahko noč. Lahko noč.